Matjaž, po čem te poznamo v Sloveniji? Ja, verjetno po tem, da sem pevec pri skupini Šankrok. Kaj se delate pri šankih? Kaj velikega je pred vami? V tem zadnjem obdobju blazno uživamo, fajn nam je in seveda upam, da naredimo naslednje leto naš 18. album. Kaj je bila najbolj zanimiva stvar, ki se ti je zgodila na cesti? Je bilo kaj takega? V bistvu najbolj zanimivih se mi je z motorjem, manj toliko z avtom. Je pa bilo tudi že glede na to, da za Šankrokom imamo ziher par milijonov kilometrov na cesti. Dosti let smo tudi sami vozili kombi, tako da so bile razne dogodivščine. Od tega, da smo zgubili kdaj kak blatnik ali pa vrata, ker smo pač imeli taka stara vozila, ker ni bilo denarja za boljša. Drugače pa mora, a je to leseno? Ne, to je ni. Če bi bil les, bi potrkal, no. Hvala Bogu, ni bilo nikoli nič kaj resnega. Danes si pa prišel z motorjem. Zakaj? Ker je lepo vreme, ker sem končno čakal, da bo konec zime in ker grem potem naprej proti obali. Ampak a ti ni na motorju kar hitro vroče? V tem vremenu danes je kar hitro mrzlo še, ker zrak je hladen in sem kar precej oblečen, več kot standardno, ampak lažje se je sleči, kakor obleči, če nimaš. Lažje se je sleči, to si zapomnite. Ampak zdaj ti bo spet vroče, ne? Dali te bomo Toyota Celica. A si imel kdaj tak avto? Ne. Ko sem imel hrošča, Ja? je to bil moj sanjski avto. To samo na slikah sem pa se ti nor. In ko sem imel zdaj tole Celico, bom rekel, vsaj enkrat jo bom lahko vozil. Ok, zdaj pa kar za volan, pa izkaži se, pričakujem, da boš pri vrhu, veš? Greva, akcija. Ajde. Matjaž, kako ti je šlo? Lej, veter je, to morate vedeti. In veter, videl sem, kaj veter samo obrne stožec. Aha, torej en stožec se je podrl, 10 sekund prebitke. Drugač pa čas, kam misliš, kje si? Kam si padel, kam si zrastel? Sem prej rekel, kam je cilj. Sem bil boljši kot Luka Basi, sam to me zanima. Kaj ti je cilj? Ja, cilj ni osvojen, ne? Ena minuta. 10 sekund, bi bil tukaj le. Tule bi bil. No, lej. Super je bilo, fajn. Res lepa izkušnja. Hvala, ker sem lahko prvič v življenju vozil Toyota Celico. Res 2.0 GT, 140 konjev, noro. No, ampak zdaj, ko si ti dejansko vozil 39 let staro Toyoto, a zdaj razumeš, zakaj imaš vedno Toyota doma? Ja. Ja? Ja. Kvaliteta, ne? Ja, in pač zdaj na teti ne bi skuril sklopke, ker je avtomatika, ampak če ne bilo pa fajno, res, užitek. Meni se je zdelo celo večno skopla, ker pa tu sem se zašaltal, sem klev noter. Ja.